Ob dnevu bele palice, dneva, ki je posvečen slepim in slabovidnim, je korak naprej naredila tudi Čebelarska zveza Slovenije. Priredili so sprejem za slepe in slabovidne in jim pripravili prav poseben program. Zaradi vremena se je večinoma odvijal pod streho, a ni bil zato nič manj zanimiv. Predsednik Zveze slepih in slabovidnih je dejal, da je vesel takšnih dogodkov, saj je ključno, da člani ne izgubijo upanja. Po drugi strani pa seveda moramo tako na zvezi kot naših društvih vzpodbujati slepe, naj premagajo strahove pred vsakodnevnimi opravili, naj se navadimo na to, da moramo za vsako banalnost prositi, da nam kdo kaj pove, pomaga. Po drugi strani pa seveda vseeno lahko počnemo kaj koristnega tako zase kot za druge. Ne gre pa za prvi dogodek te vrste. Čebelarska zveza že več let sodeluje s slepimi in slabovidnimi. Zelo dobrodošlo pa je tudi srečevati ljudi, ki imajo občutek, da smo ljudje različnih sposobnosti in pod vodstvom Čebelarske zveze, pod vodstvom predsednika gospoda Noča smo že večkrat bili povabljeni na sodelovanje. A letos je bilo drugače. Čebelarska zveza želi čebelarstvo približati slepim in slabovidnim še bolj, kot so to počeli do sedaj. Verjamejo, da morajo slepim in slabovidnim predstaviti bogastvo čebelarstva na Slovenskem. Imamo 4 evropsko zaščitene medove, imamo shemo ekološki med. Znamo pridelati različne vrste medu, znamo narediti medene pijače. Edini na svetu znamo narediti šampanjec iz medu, samo iz medu. Edini na svetu imamo v več kot 200 šolah čebelarske krožke. Zveza je v preteklih letih naredila že veliko, da bi čebelarstvo približala ljudem z različnimi invalidnostmi ali napakami v razvoju. Edini na svetu učni čebelnjak, prilagojen za invalide na invalidskih vozičkih v Murski Soboti. Prilagodili smo tudi panje, da lahko invalidi na invalidskih vozičkih, bom rekel, skoraj samostojno čebelarijo. Čebelarska zveza pa želi slepe in slabovidne resno vključevati v svoje delo, da ne bo sodelovanje le na papirju. Velikokrat izguba vida pomeni krepitev drugih čutil in čebelari menijo, da bi slepi zagotovo bili lahko celo boljši okuševalci od ljudi z vidom. Želijo, da tudi slepi prispevajo, da bo šlo za pravo izmenjavo znanja. Tudi meni za slepe in slabovidne ni v lepi prezentaciji in barvah, pač pa pravljica okusov. Slepi in slabovidni se težko ukvarjajo s to panogo, vam bomo pričarali okus iz čebeljih panjev. Predstavili vam bomo in okusili boste različne vrste slovenskega medu, evropsko zaščiten slovenski med zaščiteno geografsko označbo. Degustirali boste z našimi sodelavci, ki to obvladajo. Čebelarska zveza tako kaže državi in mnogim drugim društvom, da besede niso dovolj. Potrebna so dejanja in priznanje, da okvara vida ali celo slepota nista ovira za doseganje ciljev in prispevanje k družbi. Da so slepi in slabovidni lahko celo ključni pri nekaterih procesih, kjer vid običajno nadvlada druga čutila. Sodelovanje med zvezama tako ostaja trdno. Veselijo pa se tudi sodelovanja v prihodnje.